Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Poslušate podcast Tangenta, ki deluje znotraj Jezuitskega kolegija v Ljubljani. V okviru tega podcasta se bomo pogovarjali o različnih aktualnih temah ter z vami raziskovali in razmišljali o leteh. Z vami sva Klara in Urban in danes se bomo pogovarjali O dostojanstvu. Se pravi, dostojanstvo. Ja, kje sva se prvič srečala s tem? To je sicer zelo naša domača tema, ampak je vseeno malo težje opredeljiva. Zato bi morda začela z kakšnim primerom, kje sva se na primer srečala v vsakdanjem življenju s tematiko dostojanstva. Jaz sem se prvič srečal s to tematiko, mislim, da že v osnovni šoli. Okoli sebe sem opazil, da nekateri otroci so bili bolj zapostavljeni, nekatere se je bolj zafrkavalo kot druge, nekateri so bili porinjeni na rob družbe in mislim, da ta bullying, kakor mu po angleško govorimo, me je prvič spodbudil to, da sem začel razmišljati o dostojanstvu ljudi. Ker meni se ni zdelo prav, da nekdo drugega tlači dol, da ga namenoma vedno znova zafrkava, da ga ponižuje. In sploh ne vem zakaj, ampak vedel sem, da to ni vredno teh ljudi, da to se ne bi smelo delati, da to bi se moralo ustaviti in da to njim škodi. Tako da to je bila moja prva izkušnja. Kaj pa ti, Klara? Glede na to, da si ti študirala srednjo zdravstveno šolo, pa zdaj študiraš delovno terapijo, mislim, da se dostikrat srečaš z ljudmi ali pa z vprašanjem človeškega dostojanstva, ne? V bistvu res. Moja izkušnja s pacienti in ljudmi po bolnicah v tako nemočnih položajih, kot se takrat znajdemo, je bila predvsem v tem, da sem se res usedla in zamislila, kako prav posebej čutim, da želim s temi ljudmi ravnati primerno, želim ravnati z njimi ljubeče, želim biti do njih skrbna in prijazna, kljub temu, da mi tega morda ne bojo povrnili, kljub temu, da morda ne bojo niti hvaležni za to, morda moje delo ne bo ocenjeno kot sploh primerno ali morda vredno strani sodelavcev, ampak sem res želela ponuditi najboljše, kar sem lahko v tisti situaciji. In kasneje sem razmišljala o tem, kako to, zakaj čutim tako obvezo, da želim tako ravnati do ljudi. Poleg te izkušnje pa sem prvič začela razmišljati o neki definiciji dostojanstva kot o neki pomembni stvari, s katero se ljudje ukvarjamo, takrat, ko sem začela hoditi na študentski verouk pri frančiškanih, ki ga je vodil gospod pater Kristjan Gostečnik. On je v bistvu z svojimi vsebinami zelo prispeval k mojemu razmisleku o vsej tej notranjosti človeka, o naših načinih funkcioniranja, delovanja. In se mi zdi, da sem takrat tudi prvič slišala definicijo tega, kaj dostojanstvo sploh je. Zatem pa sem se odločila, da bom raziskovala to tematiko tudi malo bolj podrobno in kot prvo sem našla listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Prav ta listina Evropske unije o temeljnih pravicah govori o tem, da je dostojanstvo bolj kot samo sebi neka temeljna pravica, predvsem osnova temeljnih pravic, na podlagi katerih je potem osnovana ustava in vse ostale listine v Evropi in tudi drugod po svetu. Torej je dostojanstvo priznano kot osnovna vrednost človeka in priznano kot osnova za grajenje skupnih in medosebnih odnosov v družbi. Okej. V redu. Jaz v resnici moram reči, da sem mislil včasih, da je to človekova pravica, oziroma kot priznana človekova pravica. Tako da nekaj bolj osnovnega. Pravijo, da ja. Aha. Ja, poleg listine Evropske unije o temeljnih pravicah pa je še veliko drugih dokumentov, ki govorijo o dostojanstvu. In ogledala sva si SSKJ ter ga primerjala z slovarjem Treccani, italijanskim slovarjem. Kaj si opazil kot neko razliko morda med tema dvema slovarjama? Ja, v slovenskem slovarju SSKJ je dostojanstvo predstavljeno predvsem kot neka vrednost, ki ti je dana od drugih ljudi. Se pravi nekako o časti, o dostojanstveniku, o tem, da nekdo je nekaj. Večinoma sem opazil tak, kako bi rekel, naglas, ki je dan dostojanstvu.
Zanimivo pa je, da v italijanskem slovarju Treccani je pa dostojanstvo opisano kot neka bolj osnovna človekova lastnost. Se pravi, če malo podcitiram oziroma prevedem, slovar Treccani pravi, da je dostojanstvo stanje moralne plemenitosti bazirano na naravi človeka. Se pravi, ne na njegovem statusu, ampak prav na njegovi notranji naravi. Kar se sliši mogoče kot subtilna razlika, ampak je lahko precej pomembna. Torej, če povzameva misli vseh teh slovarjev, bi lahko rekla, da je dostojanstvo neodtujljiva notranja vrednost človeka, ki jo ima prav vsak in je ne moremo uničiti, zbrisati, karkoli narediti, da bi se torej ta dostojanstvo res izgubilo, poteptalo. Ja, vsaj Evropska listina človekovih pravic in Treccani se strinjata s tem. Tako. Nekako. Našla sva pa tudi druge vere, ki sicer govorijo o dostojanstvu na drugačen način. Ja, tu imaš tudi recimo kakšne filozofe, ki o tem govorijo na drugačen način. Recimo Nietzsche je govoril o človeku, ki si mora pač svoje vrednosti, v katere verjame, med njimi tudi človeško dostojanstvo, si jih mora sam priboriti ali sam definirati, a ne, da to ni že v človeku samemu. On je govoril o tem, da mora tisti človek, ki ima več moči, nekako prepričati druge v svoj prav in to, a ne, to je ta njegova želja po moči, ali kako se že temu reče. Ne spomnim se prav dobro, ampak on je šel bolj v tako smer. In če pomislimo tudi na kakšne ideologije, nacizem ali fašizem, a ne, oni so drugače definirali tudi dostojanstvo, so imeli določene rase večje dostojanstvo kot druge. Tudi žal v preteklosti krščanstvo je mislilo, da tisti, ki so kristijani, so več vredni kot drugi, pa tudi druge vere so imele kakšno tako razmišljanje. Ali pa druge nacije, recimo. Morda dobro, da preden zaideva v točne definicije različnih verov dostojanstva, bi razločila najprej, kaj je razlika med dostojanstvom in spoštovanjem. Kako vidiš ti to razliko? Pa ne, ja, začutim jo, da je nekaj drugačnega, ampak ne bi ti znal točno zdefinirati, kaj je ena pomeni ali druga. Dostojanstvo je nekaj bolj takega statičnega, nekaj bolj trdnega, spoštovanje se mi pa zdi ena stvar, ki jo jaz dam drugemu ali pa dobim od drugega. V bistvu je res spoštovanje nekaj, kar je odnosno. Gre se za odnos do sočloveka ali do sebe, medtem ko je dostojanstvo ta osnovna človekova vrednost, ki jo nosimo v sebi. Lahko se jo zavedamo, lahko pa tudi ne. Ampak je razlika v tem, da obstaja, ne glede na to zavedanje. Ja, a mi lahko mogoče majčkeno bolj razložiš glede tega odnosa do sebe pa do drugega, kako se spoštovanje, ne vem, a je večje to lahko, a je lahko manjše? Dostojanstvo je v bistvu vedno enako in se ne veča in ne manjša, medtem ko spoštovanje pa ja, lahko. To je tudi tisto, kar smo našli v SSKJ-ju, neke povezave med častjo in dostojanstvom. V bistvu se gre za pridobivanje večjega spoštovanja na podlagi moralnih dejanj in človeku prijaznega delovanja, dobrega za družbo, na primer, in zaradi tega nekdo pridobiva na svojem spoštovanju oziroma na neki časti, ki jo dobi od družbe potrjeno. Ja, ali pa na njegovi, recimo, kaj je vse naredil za druge, ali pa koliko denarja ima, ali pa koliko moči ima. Ja, nekaj takega. Različni faktorji lahko vplivajo na spoštovanje. Na dostojanstvo pa ne. Tako, na dostojanstvo pa res nobena stvar nima vpliva. Naj ne bi imela. Ja. Po naši definiciji. Ja. V bistvu je dostojanstvo tista res statična stvar, ki če se jo zavedamo ali pa ne, ostaja naša. Pa morda, da najdeva še kakšen dober vir, prav o razlikovanju tega, si ti se mi zdi našel nek dober filozofski leksikon. Ja, tukaj imam filozofski leksikon, ki ga je napisal dr. Anton Stres.
Dr. Anton Stres pod dostojanstvom poda različne definicije, glede na to, kako je Kant o tem govoril, glede na to, kaj to pomeni v družbenem pomenu, potem pa da tudi, kaj to pomeni v moralnem pomenu, tako da mogoče se bom jaz skoncentriral na ta moralni pomen besede dostojanstvo. V moralnem pomenu besede je dostojanstvo notranja značilnost vsakega človeka, kar pomeni, da mu pripada, dokler je človek in zato, ker je človek. In potem se razlikuje od drugih bitij. In ker je človek nosilec neodtujljivega dostojanstva, je cilj in ne sredstvo. Je nosilec pravic in dolžnosti, svoboden in odgovoren moralni subjekt. In potem še našteje druge ostale stvari. Ampak mislim, da smo dojeli to, o čem hoče govoriti. Ko govori o spoštovanju, pa reče, da je spoštovanje posebna človekova drža priznavanja časti, vrednosti in ugleda, ki jih pripisujemo kakemu človeku, a pa tudi kaki ustanovi ali kaki drugi duhovni stvarnosti. Res zanimivo. Jaz sem našla sicer druge tudi naštete oblike dostojanstva, ampak mi je pa všeč, kako je v tvojem filozofskem leksikonu razčlenjeno in razdeljeno dostojanstvo živali in človeka. V bistvu poudarja neko razliko človeške posebnosti. Med mojimi pa sem našla še človeško, moralno, socialno in krščansko dostojanstvo. Pa tako kot sva že namignila, se žal ne moreva osredotočiti na vse, bova pa zdaj morda še kakšno besedo več rekla o krščanskem dostojanstvu, ker si v bistvu urban jezuit. Vem, da študirate veliko več o tem na vaši teološki fakulteti in sem prepričana, da nam lahko kaj več poveš o tem, kako z krščanskega vidika gledamo na dostojanstvo. No, jaz bom sicer zdaj govoril čisto o osnovnih stvarih, ki se tičejo krščanskega dostojanstva. Osnova ljudi, naša vrednost, je po krščanstvu bazirana na tem, da smo mi ustvarjeni po Božji podobi, a ne? Ok, smo Božja podoba, v redu. Zdaj, kaj to pomeni, da smo Božja podoba? Če hočemo vedeti, kaj je Božja podoba, se moramo najprej vprašati, kaj je Bog, a ne? Za nas je Bog najbolj popolno bitje, ljubezen sama in potem takem bi mu pač lahko dal najvišjo vrednost med vsemi bitji, ki so. No, kakem filozof bi je popravil, da Bog ne more biti bitje, ampak da je nekaj nad bitji, nad vsem tem, kar mi definiramo. No, ampak saj to ni važno. Lahko pa sklepamo iz tega, da ima pač človek zelo veliko vrednost, glede na to, da je slika nekaj, kar je najbolj popolno od vsega. Ne? Tudi v Genezi je napisano potem, ko je človek ustvarjen, kako Bog na to gleda, reče in bilo je zelo dobro. A ne? Tako da mi se sklicujemo na to. Vsi ljudje smo bili ustvarjeni po Božji podobi, zato imamo vsi neko tako notranje, zelo izredno veliko dostojanstvo. Zdaj, to v našem svetu, tudi kristjani, če ga dobro pogledamo, bi mogoče lahko rekli, da v resnici ljudje nismo toliko zelo dostojanstvena bitja, glede na vse zlo, ki ga delamo, glede na vse naše nepopolnosti, ki jih imamo, glede na vojne, lakoto, nepravičnosti, vse ostalo, kar tudi mi sami povzročamo, a ne? Ampak Bog je po naše, po krščansko to nekako vzel za kup in je nas poskušal tega vedno znova reševati, a ne? Zdaj, največji njegov, recimo temu, poseg v človeško zgodovino je bil prihod Jezusa Kristusa, pravi utelešenje Boga, ki je verjel toliko v našo vrednost, v naše dostojanstvo, da je svojega sina oziroma samega sebe žrtvoval za nas. Njemu tega ne bi bilo treba, on bi lahko živel zase čist zadovoljen, ampak se je odločil, da nas ima tokrat, da se mu zdimo toliko vredni, da je to storil za nas. Da lahko mi zdaj nazaj se spet zavedamo tega našega dostojanstva, ki ga nekako izgubljamo. Ne da izgubljamo samo dostojanstvo, ampak izgubljamo zavedanje našega dostojanstva. Ga ranimo. Recimo pri katoličanih je sploh sakrament spovedi eno tako dejanje, v katerem nam Bog, potem ko se mi skesamo naših napak, smo jih storili, ko se skesamo tega, kako smo se od našega dostojanstva obrnili proč in ga tudi lahko da oblatili, da nam on to odpusti in da nas nazaj potrdi v naši polni identiteti kot ljudje, ki imamo to človeško dostojanstvo, ne? Kakršno je že. In tako se potrjuje naša neizmerna vrednost človeka. In ne glede na vse svoje padce in vzpone, tako lahko človek odgovarja zmeraj znova na to svoje dostojanstvo.
Wow, v bistvu mi je všeč tale način razmišljanja in tale katoliški oziroma krščanska razlaga. Ampak se zdi, da je v resničnem življenju včasih veliko težje občutiti neko svojo vrednost. Morda se dotakneva še tega, kako se lahko človek nazaj postavi na noge in kako lahko ponovno občuti neko svojo vrednost, da je res dobro, da živi, da je stvarstvo pridobilo s tem, ker on obstaja. Kako v bistvu lahko človek si povrne ta občutek pomembnosti, ko ga enkrat recimo izgubi ali pa ko mu je ne vem, dostojanstvo res poteptano. To je res dobro vprašanje v resnici, ker če se ti zdi, da si izgubil svoje dostojanstvo, boš rabil različne taktike ali načine, po katerih si ga lahko nazaj pridobiš vsaj občutek, a ne? Mislim, da prvi naslov za to so drugi ljudje, ki ti ga pomagajo vzpostaviti, a ne? Če so ti ga starši vzpostavili, je veliko lažje, že, a ne? Čist kot otroku, če si imel dobre izkušnje kot otrok, bo veliko lažje ga potem čutiti se dostojanstvo in ga poznej. Potem tudi sami sebi si ga moramo priznati, lahko si preberemo kako knjigo, lahko se zavedamo tega, se borimo proti tistim mislim, ki nas zmeraj tlačijo dol, pa proti spominom, ki nam te izkušnje nazaj negativne prinašajo. Ja, imaš ti še kakšen drug predlog? Ja, meni se zdi v primeru, da je res šlo za neke večje stvari, neke velike posege v človekovo osebnost, zelo pomembno, da se jih tudi pravilno naslovi, mogoče s pomočjo kakšne psihoterapije, včasih so potrebne kakšne večje spremembe v življenju, res pretehtati, katere stvari so za nas dobre, kaj si res želimo zase in potem na novo postavimo neke svoje okvirje, včasih popolnoma nove razmejitve. Pogosto si ljudje, se mi zdi, da v takih primerih najdejo čisto drugačen socialni krog in zamenjajo prijatelje, kar je v bistvu precej smiselno, a ne? Nekako se res, tako kot si rekel, tudi naša vrednost odraža s pomočjo drugih. Ne gre se za to, da jo drugi povečajo ali pomanjšajo, lahko jo potrdijo ali ne potrdijo. V bistvu na nas vpliva predvsem ta odnos. Zanimivo je, ko sem brala knjigo od avtorice Donne Hicks, ona prav posebej omenja, da je dostojanstvo v polnosti nekaj, kar spoznaš, ko ga vidiš zrcaljenega v drugem. To pomeni, da je dostojanstvo, ki ga v polnosti začutiš, možno doseči le, ko te drugi priznajo kot dostojnega človeka. In če so ti bile te izkušnje kot otroku odvzete, če te starši morda niso potrdili v tej tvoji vrednosti na najbolj idealen način, je zelo lepo in zelo spodbudno, če to lahko kasneje najdeš v življenju. Bodi si res s pomočjo terapije ali pa s pomočjo boljših odnosov in boljših razmejitev, ki potrjujejo to tvojo posebnost in to, da si res unikat in imaš pravico ostati unikat. No, hkrati pa kot kristjani, vsaj midva za kristjane, morava omeniti tudi, kako nam naša krščanska vera in Bog pomagata k gojenju tega odnosa do našega dostojanstva, se pravi spoštovanja do samih sebe in drugih. A ne, kristjani, pa katoličani imamo na voljo za gojenje tega zakramente, ki govorijo o tem, da Bog posvečuje naše življenje v to, kar mi verjamemo, da bi človeško življenje moglo biti, a ne, se pravi, čim bolj podobno takemu življenju, kot ga je imel Kristus, pa ne pravim neporočeno ali da postanemo Bog, ampak v smislu tega, da zmoremo ljubiti druge, kot mi ljubimo sami sebe in pa Boga, a ne. Oziroma, da mi ljubimo druge, kot jih je Jezus ljubil, a ne. Tako kot nam piše v Janezovem evangeliju. To lahko tudi mogoče prevedemo, da smo sposobni spoštovati druge, kot mi spoštujemo sami sebe, oziroma kot je Jezus spoštoval druge in samega sebe. Potem k temu nam pomagajo tudi molitve in Božja milost, ker kristjani ne verjamemo, da lahko čist sami, samo sami gojimo to dostojanstvo, a ne. V zgodbi Geneze Adama in Eva je prav to poanta, da človek ni bil nekako sposoben sam tega na dober način udejanjati, a ne, tega, kar je njega dostojno, je hotel sam
sam se lotiti dobrega in zla, sam urejati svoje življenje in vemo, da to ne vodi zmeraj v dobro smer. Čeprav ima Bog vedno vero v človeka, da je v njem dobro, ki ga lahko goji, da je v njem neskončen potencial, kot si že ti rekla, Klara, ko si govorila o tem potencialu in moči, ki ga imamo noter. No, to tudi kristjani verjamemo, ampak verjamemo pa tudi, da je lahko Bog tisti, ki nam to pomaga na polno uresničiti, to človeško dostojanstvo. Seveda, zdaj, kaj pomeni to resnično spoštovanje Boga do človeka? Prej so že govorila, da Bog vidi in verjame v to našo notranjo moč, tudi, da se lahko do ene mere sami postavimo na noge, ampak hkrati pa pomeni, da Bog vidi in spoštuje tudi našo šibkost in da ve, koliko smo nemočni. In to si tudi sami sebi priznamo, sploh recimo v zakramentu spovedi lahko in Bog nam pove, da je v redu. Takega te sprejemam in ti pomagam, da greš naprej. Seveda ti pomagam tudi, da se izboljšaš. Vsi ljudje imamo to neko notranje upanje v to, da bi bilo boljše, kot je, in mislim, da to ni prazno upanje. Sploh pa, če temelji na naši veri oziroma upanju v to človeško osnovno dostojanstvo, potem lahko zgradimo nekaj, kar je boljše, kot je bilo. No, jaz verjamem in mislim, da tudi ti, Klara, da te krščanski načini gojenja spoštovanja niso nikakor v nasprotju z psihološkimi načini ali z vsemi praksami človeškimi, ki jih mi lahko udejanjamo, kvečjemu, da se dopolnjujejo med sabo lahko. In duhovna in psihološka sfera in na koncu tudi lahko znanstvena sfera. Ker vse govorijo o celoti človeka. In vsaj mislim, da katoličani, kristjani imamo možnost, priložnost, da vse to skupaj gojimo in potem udejanjamo, da lahko ratamo čim boljše verzije sami sebe, brez da bi pač težili k eni popolnosti. Seveda tukaj govorim o eni popolnosti, ki je pretirana, Vsak je lahko najboljša verzija samega sebe. Zdaj, kaj pa popolnost? Ja, to je pa nekaj, kar je težko definirati. Ja, jaz imam eno tako izkušnjo, ki mogoče govori o tem tudi, da imamo res vsi eno dostojanstvo, pa eno zelo veliko vrednost, ki jo lahko drugim izrazimo, prenesemo, uresničujemo, ne glede na to, kaj se z nami dogaja. Se pravi, enkrat sem bil poleg zbora MPP, smo šli na eno poroko. In je bil res lepo. Res je bil lep koncert, mislim, ni bil koncert, poroka je bila, ampak mi smo ful dobro peli. Res sta bila tudi ženin in nevesta sta bila ful srečna. Tam one dva sta prišla, prepevala, sta prišla noter en drugmu tisto pridi, najdražja moja, ne vem, če kdo to pozna, ampak ful je lep komad. Ampak jaz sem bil tisti dan potrt, nisem se znajdel med folkom, dež je bil zunaj, nekako čutil sem se ful sam in sem pač tam nekje po tej poroki, ki je bila hrana tam, so ljudje jedli, pa se pogovarjali, sem se pa nekam usedel. Pa sem bil malo zasafran. Se pravi, sem bil slabe volje, malo žalosten. In je do mene prišel en Downovček, ne vem, koliko je bil star sicer, in tako človek bi si mislil, da kakšen človek z invalidnostjo ali pa s čim takim, da ni čisto isto, ali pa da ti ne more istega dati, kot je normalen človek, normalno na narekovajih. Ampak ta Downovček me je takrat zamerkal, me je zagledal in se me je dotaknil, mi je vzel mojo brado v svoje roke, mi je odzignil pogled in se mi je nasmehnil. In to je bila najlepša stvar, ki sem jaz doživel v tistem dnevu. In zdaj, kaj hočem s tem reči, je, da vsaka oseba, tudi ta Downovček, čeprav mogoče ni tako sposoben na drugih področjih, matematično, ali pa če ne zmore toliko delati, kaj pa vem, ampak takrat je meni ustvaril najlepši trenutek celega dneva.
in je imel veliko, pač na splošno ima veliko sposobnost odnosov, tako da je vse za cent, do ene ali pa do druge mere. Ja. To je sigurno en lep primer, kako ljudje ustvarjamo boljše izkušnje in potrditev neke notranje vrednosti, ne glede na to, v kakšnem stanju smo. Tudi jaz, ki sem prej omenjala, naprimer, paciente, ki jih srečujem tekom prakse in tekom svojega dela, se mi zdi, da v njih pogosto prav posebej vidim neko posebnost. Tako, neke posebne lastnosti, neke posebne talente, ki jih morda ne bi opazila, če ne bi bili v taki kočljivi situaciji, in oni prav tako zame. Recimo prav en primer, ki sem ga doživela pred kratkim. Eden od pacientov je poskusil narisati svoje življenje in nekatere prizore iz svojega življenja, in ob tem, kako je risal, je nekako, se mi zdi, začutil nekaj posebnega prav v svoji zgodbi. Jaz, ki sem imela pa to čast opazovati ta njegov proces razmišljanja, pa sem imela prav posebno priložnost ga pohvaliti v njegovi nadarjenosti, ker je res lepo risal. Se mi zdi, da je res dobil tudi s tem mojim povratkom, s to lepo pohvalo nazaj, neko potrditev o tem, da je dober v nečem, da je njegova zgodba pomembna, da si je nekdo vseeno vzel čas in ga zanima, kaj se mu je dogajalo tekom življenja. In mislim, da je to nekaj, kar je vredno, da vsak od nas doživi, in mislim, da je to tudi nekaj, kar nam prav posebej daje ta občutek človečnosti. Se pravi, lahko rečemo, da spoštovanje, čeprav ni isto kot dostojanstvo, hodi z roko v roki z dostojanstvom, zmeraj. Tako. Celotni poti. Čeprav ga nič ne razbije dostojanstvo, ampak rabimo pa spoštovanje in izkazovati spoštovanje, da lahko to zares živimo, sploh, da se tega zavedamo. Ja, res je. Na tej točki je mogoče zanimivo še omeniti eno metaforo. Če, na primer, majhnemu otroku, dečku staremu 4 leta, damo 1 kilo zlata, on ne bo vedel, da ima ta kilo zlata neko vrednost. On v bistvu ravna s to kilo zlata enako, kot bi ravnal z plastično igračko. Mogoče bo zlato odnesel v pesek in ga zakopal. In prav tako je z našim dostojanstvom. Vredno je, čeprav se morda tega kdaj ne zavedamo, ampak ima to težko vrednost, to res pomembno vrednost, ki nam jo nobeden ne more izvzeti, tudi če je zakopana pod ne vem koliko peska. Pozabila si nekaj dodati? Tata mali bi jo ta najprej v usta dal. Tudi s tem ne bi zlato nič bilo manj zlato. Točno to. Ampak ja. No. Ok, kakorkoli. Ja, to je tudi pomembno, da se tega zavedamo v našem študentskem življenju. Našem, vašem, jaz sem tudi sem študiral nekaj par let nazaj. Pač kot študentom se ti lahko zgodi, da se pač ocenjuješ samega sebe in svoje dostojanstvo, glede na to, kako te cenijo profesori ali pa sošolci, koliko si v redu, ali komu pašeš, se pravi, če komu ustrežeš po tvojem značaju ali pa po tvojih sposobnostih, po tvojih zanimanjih ali ne. In se potem tudi primerjamo eden drugega. Ne? Sploh po uspešnosti ali neuspešnosti, ali po interesih ali po neinteresih tudi. Ne? In se je pomembno vedno zavedati, da imamo neko svoje osnovno dostojanstvo. Smo študentje, ne glede na to, koliko nam dobro uspe v študiju, koliko nam dobro ne uspe v študiju, in se nam ni zaradi tega treba ne počutiti ne več uredne, ne manj uredne. Ne? Kar je pa pomembno, je pa, da damo pravo spoštovanje sebi, da se potrudimo, da vložimo trud, koliko ga pač lahko, vsak po svojih sposobnostih in tudi interesih. Ne? Zdaj, še ena tema, na katero bi šel, mogoče je to dostojanstvo, ki se mi zdi meni kot en kamen, s katerega sploh lahko začneš graditi eno spoštovanje do sebe ali pa drugih. Meni se zdi, da to je zelo važno, da mora biti trdno, a ne bi rekla Klara, pač da je nekje prisotno. Ja, in pač če ni to že prisotno v človeku, ne glede na to, kaj drugi rečejo ali kaj se mi zmenimo v naši kulturi, če to ni prisotno, če je to samo en socialni dogovor, recimo, lahko pride, tako kot sem prej omenjal, do nacizma ali pa do fašizma. Rečemo, mi smo boljši od drugih.
ta kasta je boljša od drugih, ta rodbina je boljša od drugih in ima zaradi tega več privilegijev. A ne samo zaradi tega, ker smo se zmenili. Ampak ne, to mislim, da ni tako zelo dobro, ker potem privede do krivic, privede do tega, da se nekdo upre, privede do tega, da so vojne, če mene vprašaš, na koncu koncev lahko. Če pa bi se vsi zavedali te osnove, na katerih stojijo naše pravice, tega človeškega dostojanstva, kot je recimo napisano v listini Evropske unije temeljnih pravic, potem bi veliko teže prišlo tudi do kršenja teh pravic in mislim, da bi se lažje, spoštljivo, ljubeznivo obnašali en do drugega. Če bi skozi na to gledali, če bi skozi v to upali, in bi na to skozi odgovarjali. Zdaj, kot sva rekla prej, to ni lahko. To ni lahko niti pri samim sebi, da imaš sebe toliko spoštuješ, da zares zase dobro poskrbiš. In v športu, in na intelektualni ravni, in na tem, da se pogovoriš o stvarih, ki te motijo pri drugih. To zahteva napor. Ja, Urban, se mi zdi, da si navedel kar veliko stvari, ampak če se najprej vrnem na prvo, kar si povedal glede študentov in odnosa do študija, pa potem do samega sebe glede na uspeh, študijski uspeh, se mi zdi, da je zanimiva miselna igrica. Če se vprašamo, ali sploh v polnosti poznamo življenje človeka, s katerim se primerjamo. In če je odgovor ne, zakaj se primerjamo z njim? Če pa je odgovor da, a bi res želeli zamenjati svoje mesto z njegovim? Popolnoma. Bi takoj zamenjali svoje življenje z njegovim, vse svoje prijatelje, drago družino, vse svoje vrednote, želje, cilje in vse potenciale bi želeli zamenjati z njim. In če je odgovor ne, zakaj se potem primerjamo z nekom, s katerim ne bi želeli zamenjati mesta? In poleg te miselne igre, pa se lahko vrnemo tudi nazaj na to prispodobo, ki morda komu ostane v mislih. A kdaj zakopljemo svoje zlato? Zanimivo. Jaz, če bi vedel, da ga imam, ga ne bi zakopal, razen če hočem šparati oziroma prihraniti denar. Ampak v bistvu, to se z dostojanstvom ne da. Pa v bistvu nekako naredimo krivico sebi in tudi drugim, če svoje talente skrivamo zase in jih ne udejstvujemo. In če se z metaforo tega zlata navežemo še na to, kar sva prej omenila, poiskati pomoč, ko se čutimo nevredni, dostojanstveni in na dnu, se mi zdi, da je v bistvu pomembno poudariti, da ima vsak neko svojo notranjo moč, morda nima motivacije, definitivno pa ima neko moč in hkrati tudi odgovornost, da poskrbi zase. S tem ne prinese samo sebi dobrega življenja, ampak v resnici vsem okrog njega. Kdo bi vedel, koliko se v bistvu stvari odvzame, če nekdo svojega potenciala ne izpolnjuje v polnosti? Kaj vse bi družba lahko imela? Kaj vse bi lahko vsakdo prinesel, če bi živel v svoji polnosti? Sicer o tej tematiki dostojanstva v ekstremih bi se sploh še dalo debatirati, naprimer o dostojanstvu ljudi, ki se ukvarjajo s prostitucijo. Tukaj se prvo vprašanje pojavi, ali se te ljudje počutijo vredni nečesa več, ali si želijo kaj drugega, ali si počutijo, da je v bistvu tako delo v skladu z njihovo vrednostjo in s tem, kar si želijo zase. To so v bistvu zelo pereča vprašanja, ki se jih morda dotakneva drugič. To tematiko bova nadaljevala še znotraj ostalih debat, ki jih bova imela v prihodnjih tangentah. Za danes pa se vam zahvaljujeva za poslušanje. Upava, da sva sprovedla kakšno novo vprašanje in sprovocirala kakšen razmislek več na to tematiko. Ja, če imate kakšno vprašanje za naju, kakšne popravke, razmisleke, karkoli, lahko pišete v komentarje, pa bomo začeli malo debate, mogoče malo pogovora, kakorkoli, bo vesela vsakršnega odziva. Vas pa povabiva, da nas poslušate potem še naslednjič, ko bova govorila o vzornikih oziroma vzorih ali vzorcih, katerim sledimo v našem življenju, kar ima tudi, kot smo rekli, malo povezave z dostojanstvom, kako smo ga začutili, kako ga uresničujemo.
a ne, ker to je tudi povezano s tem, kdo se nam zdi veliko reden, da se ga sledi. A ne, ali je en pevec, ali športnik, en svetnik, ali pa en milijarder, Ali pa naš starš. ali pa naš starš, ja, ali pa naš stric. Upava, da sva s tem sprovocirala kakšen nov razmislek, kakšno vprašanje več in upava, da se bomo v prihodnje še slišali, upava na vaše odzive in si želiva, da naj jo pokomentirate v komentarjih. Vesela bova tudi predlogov za nadaljne teme in da ne pozabiva, z nami se lahko podružite na večernih akademijah, ki potekajo vsak mesec v Jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Vsak tretji torek v mesecu, vsak tretji torek. Naslednja tematika v decembru bo o Da Vinčijevih delih, o njegovih krščanskih motivih v njegovih delih in upamo, da se nam boste res pridružili. Do takrat pa lepo se imejte in vse dobro. Ja, nasvidenje.